Kaj imajo skupnega Strmol, Sunderland in Snežnik? Oddaja Avtomobilnost, v kateri se bomo družili z gledalci in Toyoto BZ4X. Zapeljemo tudi novo Hondo ZRV in vam postavimo novo avtomobilnostno vprašanje vezano na legendaren model S2000. Pozdravljeni Avtomobilnosti. Tokrat je bil v naši družbi BZ4X in velja se že pri tej kratici zamuditi. Gre za namreč novo kratico v Toyotini abecedi. BZ pomeni Beyond Zero ali preko ničle, 4 in X pa govorita o velikostnem razredu in seveda o štirikolesnem pogonu. No, pa poglejmo, kaj ste tudi na cestah, ki niso tiste iz mestnega središča, porekli o BZ4X in o našem druženju. Naš tokratni test je bil sestavljen iz 3 različnih vozniških testnih okolij. 1/3 poti je peljala po različnih regionalnih in lokalnih cestah, z različno dobro asfaltno podlago ter urejenimi in manj urejenimi bankinami. Druga tretjina je peljala prek zelo lepih in zavitih cestnih vzponov in spustov, tako makadamskih kot asfaltnih. Tretji del proge pa je bil prvotno namenjen preizkusu udobja pri višjih avtocestnih hitrostih. Vozniško različne vozne tretjine so bile približno enako dolge. Krožna pot pa nas je peljala iz Ljubljane prek obronkov Ljubljanske kotline do gradu Snežnik in Cerkniškega jezera ter nazaj v Ljubljano. Prvo vprašanje našim tokratnim voznikom pa je bilo: A je to Toyota? Kaj je tacga, kar je Toyotinga v tem avtomobilu? Pa moj bog. Predvsem znak. Ja, znak. Bi rekel, da je RAV4 kar zelo podoben notranjosti, čeprav vse malenkosti, jasno od materijala naprej, se razlikuje. Pa če bi rekel, kaj je Toyota noter, bom rekel, volan je sicer malo drugačen, že malo drugače oblikovan. Mogoče mehkejši materijali Toyota kot Toyota. Asistenčni sistemi? Na momente malo moteče. Moteč mi je bil edin ta zvok. Se ima močen zvok, da te opozori linijo, da ti linijo drži. Ko priješ preblizu bankine, te on takoj opozori. Najprej na zeleni popiska, poti pa v rdečo lučko bržge, če greš česne in te fino opozori. Mislim, se je bilo super zadeva, da veš, kje si, če malo stran pogledaš, so te asistence zelo, zelo dobre. Lane centering? Pa bom rekel, primer čist drugi. Avto mi ni več kraj spustil niti na sredino, ker mogel sem posred voziti. Malo pričakuješ od začetka, kaj mi zdaj to ponujaš. Vse bom sam ujel linijo, ampak mi jo sam ponudil, kle moraš voziti. To mi je bilo všeč na koncu. Ja. Kako je avto reagiral, ko si recimo preveč časa gledal po zaslonu? Nadležno je bilo, ki je začel piskati. Pa sem gledal malo v stran, sem pogledal in me upozoril, pa spet zgleda, očitno te snema obraz in ne moreš lepote gledati vmes, ko voziš. Vidi, če ti premakneš obraz, nimaš pogleda fiksnega v bom rekel, smer vožnje, te upozori. Tukaj je pa to tako narejen, da pri vseh avtomobilih sodobnih, da seveda pride do trka, da telo pade sem in od Petre glava bi končala tukaj, ampak poglejte, tukaj je prostor, tukaj je še, mora biti toliko prostora, da ko pride udarec glave v ta del, ne pride recimo v glavo motorja ali pa kaj takega, nek trd del. Pa še nekaj, ker smo prej govorili o radarskem tempomatu. Tukaj gor je kamera, ta kamera, ta njen snop gre naprej in tukaj je radarski radar in kombinacija teh dveh sistemov pravzaprav pozicionira avto na sredino. Radarski tempomat sam po sebi še ni rešitev vsega. Če ima centriranje avtomobila na sredino voznega pasu, to je tista največja dodana vrednost. Zaradi tega, ker potem pa res omogoča bistveno bolj sproščeno pa enostavno in manj utrujajočo vožnjo. Glede zunanjosti, kaj bi rekla? Zanimiv. Izgled top zadeva. Mislim, bistveno bolj športen, kot pa terenec. Je dober, po eni strani je malo vesoljski.
ne vsakdanji. Modernejši. Za mene bi prej rekel, da je tole posebej zaradi aerodinamičnih funkcij, bi rekel, da prej prestane na športnem videzu. Jaz najprej avto, mi mora biti všeč, da bi ga sploh. Ja, meni je lep. Na naši testni progi so postanki prav tako pomembni kot vožnja sama. Na postankih najprej naredimo povzetek vožnje, ki je že za nami. Nato pa se posvetimo tistim ciljnim testnim področjem, ki bodo sledili v etapi pred nami. Naslonjalo za roke je fin. Pa prestavna ročica je tudi zanimiva. No? Nek svoj sistem, še meni ne poznan. Ampak se hitro navadi. Malo preveč v touchscreenih vse, lahko bilo malo več gumbov, fizičnih gumbov. Dimenzija volana je malenkost manjša od avtov, od katerih sem jaz vajen, je bistveno večji volan in je občutek bolj zaspan, bolj ladjast. Tukaj je pa pač manjši, bolj direkten, ti daje neko vrsto samozavesti od zadaj. Sama vožnja, ne vem, Prius ali pa sama elektrika, bom rekel, je kar... Je mi elektrika bolj všeč, no, po današnji vožnji. Kaj pa je tisto, kar ti je všeč? Bom rekel, to speljevanje, pospeški, da ne govorimo. Dobri pospeški. Drugač pa oprijem 2 tone avto, da to bo drsel, je zelo stabilen, se drži ceste, tudi pospešek, ko ga stisneš, avto gre, ne. Pred nami je zdaj makadam. Prav čakal sem, kdaj bom na makadam zapeljati. Če vidite, kje je kakšna luka, pa da ni prevelika, pa če je na sredini, jo kar povozite, zato da dobite občutek, kaj to pomeni v smislu prenašanja zvokov iz podvozja v kabino. Tudi čez razne luknje je bilo kar v redu, prijetno peljati. Na makadamu je bilo tako, ker avto potegne, bi pričakoval, da bo v sprednjem koncu šel, očitno je pa cel avto začel leteti po šrek. Tukaj je lev ovinek, ki je prazen in lahko v njem mirno pospešujete, da boste videli, kako ne bo šel sprednji del ven, ampak v bistvu cel avto. Ja, cel avto je šel, res je. Meni je bilo to super, zato ker malo ga znam loviti, imam tudi 4-kolesni pogon doma, tako da vem, kako to malo moraš manevrirati, pa mi je bilo vrhunsko. Kako se je peljal čez luknje? Ne, stabilnost je pa bila, ja. Pri ruknjenih je še vse bilo stabilen, se vozi samozavestno avto. Večje luknje so bile lepše, se je peljal. Tisto, ko vam bom povedal. Ja, od začetka mi je bilo pač vse novo, drug avto, pa to, ampak zdaj, ko smo pa že nekaj prevozili, pa sem se že navadila. Zanimivo, no. Drugače pa bom rekel, meni je bil pospeševanje čez ovinke zelo. Super, super, super. Zelo, res dobro. Pospeševanje sred ovinka, bom rekel, pa malo čez, kot nam je inštruktor povedal, dajte malo dodajati. Če to upoštevaš, pa smo upoštevali, je to. Se res pele. Pred koncem naše zadnje tretjine pa smo naše testne voznike vprašali, ali bi tretji del poti po avtocesti raje zamenjali za serijo čudovitih ovinkov čez hrib in spust v Ljubljano. Verjetno zdaj že veste, kakšen odgovor smo v trenutku dobili. Hkrati pa smo na ta način tudi v zadnji tretjini naše vožnje v bateriji shranjeno energijo uporabili na tak vozniški način, da so se ob tem izdatno napolnile naše vozniške baterije, kar pa je bil prav tako namen našega druženja. Nissan je že zelo zgodaj zastavil svojo široko globalno politiko zaposlovanja in s tem presegel zgolj tehnično širitev svojih razvojnih in produkcijskih kapacitet. Narodnostno zelo barvita je tudi sestava uprav in, kar je še posebej zanimivo, še posebej za avtomobilsko znamko, pa je tudi zelo visok odstotek žensk v upravah, kar 15,5% zastopanost je. No, tokrat vas peljemo v Sunderland, v Nissanovo tovarno, ki je na nek način orala ledino takrat, ko je ta japonska znamka prihajala v Evropo.
E-Power battery takes 49 steps to build, and 14 minutes 11 is our total target time for the battery build. Positioning goes for the tool. We've got Nexanar tags, one on the trolley, one on the tool itself, and one above in the camera system. So all the recipes are built by steps. Each one of these steps will be either made up of bolt or nut fixing, harness routing, scans for traceability of the parts, or images for quality control. Je pa res, da so delovni procesi zasnovani tako, da štorast delavec s svojo nespretnostjo škodi samo hitrosti dela, napake pa praktično ne more narediti. Tako imenovani pokajoke industrijski proces brez napak so si izmislili Japonci, ampak Angleži pravijo, da so to metodo izpilili do perfektnosti. In rekli so mi, nimaš kaj pokvariti, sestavi baterijo Qashqaiya E-Power. Top center tells the operator which part of the battery needs to be working on, and on the left-hand side tells them which parts needs to be fitted. He creates the correct torque, correct angle, gives them a tick, moves on to the next section. If Mick was to take his finger off too soon and not achieve torque, Newton meters isn't met, degree isn't met, you get across, the tool automatically goes into rework cycle, takes it back out and gives them a second attempt at gun down. We'll also have toolings set for each individual step. So if he was to take that out and then try to the nut down, the tooling won't work. All these images go to our database, so if we need to look back, we just put in the bin number in our database, and all the fixings and images will be on that database for traceability. Aha, tudi če bi kaj uspel pokvariti, tega ne bi mogel zatajiti. Vse bi bilo zabeleženo v fotoobliki. The shop itself is divided up into 20 separate stations, and the battery is built individually as it comes around in those stations, so it isn't step by step. Everything is in these stations and gets guided around by AGVs, auto-guided vehicles. The AGVs will follow the black track, as you'll see on the floor. There's around 380 metres of track, and the AGVs themselves so far have achieved 22,000 miles in the 3 years that they've been alive, and continuing. Od najtišje delavnice, v kateri med delom poslušajo glasbo in pokajo vice, I'm taking you right into the middle of our painting process. You're one pane of glass, one door away from a wet car. So we need to remove any final contaminants from our clothing. What we encourage staff to do as we go through the air shower is to actually make their body accessible to the air. So, you know, arms in the air, turn round. We're trying to get absolutely everything away from our clothing at this point. So if you follow me through, I'll see you on the other side. Tovarna v Sunderlandu je ena najbolj produktivnih tovarn v Evropi. Da si bomo znali predstavljati, v rekordnem letu so tukaj proizvedli kar 510,000 avtomobilov. Dvakrat toliko avtomobilov, kot pa jih recimo proizvedejo naši rojaki v Novem mestu. Ampak ponovadi, ko si ogledujemo takšne tovarne, nas ne peljejo v obrat, kjer lakirajo avtomobil. No, tukaj danes pa vendarle imamo možnost videti tudi 72 robotov, ki skupaj barvajo karoserijo teh avtomobilov. These cars are 100% sprayed by robots. There are no people interacting with them. Robots opening doors, robots opening hoods of cars. Fantastic technology, and it's completely synchronized. So this is spraying blue, but it's got the paint for the next car in the filling station at the wall. So we've already flushed that out and I've already got the paint right next to the robot. When it finishes spraying, there's a cleaning solution goes through the spraying head, and then the next colour transfers across. We're talking really short distances. You know, we've got pipe work probably that long to clean out. All of the paint's waterborne, so to clean it is just water in a soap solution. And because there's pressure coming down from the top of the booth to the bottom, the paint doesn't drift from one car back to the next one. And that enables us to paint in any order we like. So when we're spraying the car, we do get some overspray, which doesn't end up attracted to the body. By the time that is atomized from the painting head and reaches the floor grids, it's dry. So that's dry paint which goes through the grids in the floor. When it's inside that metal chamber, it mixes with powdered limestone. Limestone then goes up into the filters. When the filters are full, we evacuate it from the shop, so we remove it from the shop. It's taken away and it's used in aggregate road building. None of it goes into landfill, so it's completely recycled. Fascinanten podatek mi je bil tudi tisti, ki je povedal, da 99% barve ostane na avtomobilu. Samo 1% barve je treba ponovno uporabiti.
Sunderland se zdaj pripravlja na proizvodnjo 3 novih električnih Nissanov, za katere bodo baterije izdelovali kar sami v nastajajoči gigadelavnici v velikosti 23 nogometnih igrišč. Ampak moj obisk je sopadal z začetkom proizvodnje novega Qashqaia in ta v bencinski verziji ponuja tudi en izredno zanimiv menjalnik. Ker sem govoril z avtorjem tega menjalnika, sem preprosto moral reči bravo. I was very impressed with the continuously variable transmission in the Qashqai. Especially how you managed to give us this direct feeling of gear shifting. How did you do this? What is the secret behind this stepping? We call it Xtronic internally because it's almost a new type of feel of transmission, because when you are driving in low speed, it's pretty much seamless. There's no gear change, there's no jerkiness that the customer can notice. And that technology was developed, or the tuning of that was done by the team in Europe, because our roads are quite different to anywhere else in the world. So although that transmission is used globally by Nissan, the tune that we made for Europe to match our unique driving environment, which is probably the most demanding in the world, was very specific. And I'm personally very proud of what my team did in doing this, because it's so smooth. Yeah. And we know in the past there are different opinions of the different types of transmission, but I really challenge anyone, come and drive it, and I think you'll make your own mind up very, very quickly. That is very good. But this tuning is only software? It's software, yeah. Only software? Well, there's a base hardware character capability. The transmission has very good oil control, which helps with the, with the pumps, which really help us get that, that good transmission in a very quick. But of course, the software of how it was tuned is what really gives it that difference. Good work. I was impressed. In kot je že Dave Moss povedal, preizkusite. Nissanova tovarna v Sunderlandu je tudi zgodba o sodobnem avtomobilskem delavskem gibanju. V preteklosti je bilo namreč pogosto prizorišče več pomembnih delavskih bojev. Propad nekoč velikega angleškega avtomobilskega imperija ima seveda več različnih vzrokov. Ampak pomemben del pri tem ima tudi zapleten odnos med angleško vlado, lastniki tovarn in delavskimi sindikati. Sunderland pa je bil pogosto strelovod teh napetosti. Več desetletij so moč med sabo merili na tak način, da je bila med njimi edina skupna točka izjemen ponos na nekoč veliko avtomobilsko-tehnološko preteklost. Kam jih je to pripeljalo, vemo. Bi se pa morali iz tega nujno in hitro nekaj naučiti predvsem mi na stari celini. Saj smo mi zdaj v podobni situaciji in če tega še kdo ne vidi, je že to velik problem. Na eni strani imamo nove trende v mobilnosti, še posebej povezane z elektrifikacijo, elektromobilnostjo. Na drugi strani imamo pritisk kapitala, ki pravi, da je naša delovna sila predraga in premalo produktivna. Nekje vmes je Evropska komisija, ki vijuga med lobisti in volilci. Vse to je zelo podobno času, ko je Nissan postavil tovarno v Sunderlandu. Takrat je bilo že povsem jasno, da je angleške tovarne ne morejo odgovoriti na kakovost in ceno izdelkov iz Japonske. Smo na stari celini torej sposobni odgovoriti na kakovost in ceno električnih avtomobilov iz Kitajske? Ali nas bo, tako kot angleško avtomobilsko industrijo, pokopala prevzetnost in pristranost? Pa seveda ponos, da se je prvi avto na svetu rodil pri nas. Če želimo, da se konča drugače kot na otoku, bomo morali na novo iznajti tudi sobivanje sindikatov, saj brez njih ne bo resnične trajnosti in gospodarske krožnosti. In smo že pri vaši najljubši rubriki avtomobilnostnem kvizu. Preden gremo na novo vprašanje, pa odgovor na vprašanje preteklega tedna. Audi je, preden je uveljavil besedo quattro za svoj štirikolesni pogon, imel na mizi drug predlog. Kateri predlog je to bil? Verjeli ali ne, pravilen odgovor je bil karat. Legendarni štirikolesni pogon bi bil zelo verjetno karat, ker je to okrajšava za Coupé Allrad Antrieb Turbo ali Coupé s štirikolesnim pogonom in turbom,
če ne bi na nemških policah s kozmetiko že obstajal parfum z imenom Karat. Walter Tresser, ki je bil takrat na čelu razvoja štirikolesnega pogona, je že od same ideje naprej vedel, da delajo na razvoju tehnologije, ki bo v avtomobilski svet prinesla tektonski premik in da mora biti zato tudi ime nekaj posebnega. Karat mu, kratko rečeno, ni dišal. Všeč pa mu je bila italijanska beseda quattro. Na sestanek s tržniki je prinesel stekleničko parfuma Karat in rekel, da to ne more biti to, in jih prepričal v quattro. In še vprašanje tega tedna. Honda je poskrbela za kar nekaj mejnikov in rekordov, pa ne samo v avtomobilskem svetu. In ob 50-letnici svojega delovanja je predstavila prav poseben model S2000. Mi pa vas sprašujemo, kaj je bilo tako posebnega na tem modelu. Glasujete tako, da skenirate QR kodo ali pa da preprosto obiščete rtvslo.si poševnica avtomobilnost in sodelujete v našem kvizu. Zdaj bo pa dež. Honda Civic je zagotovo eden najbolj vozniških avtomobilov. Čeprav gre za ljudski avtomobil, torej cenovno dosegljiv vsestranski avtomobil, pa se s svojimi voznimi lastnostmi lahko kosa tudi s precej dražjimi avtomobili. Ker tisto, kar nam Civic ponuja, je uravnoteženost, lahkotnost, neposrednost, odzivnost. Avto preprosto čutiš in avto te uboga. Skratka, Civic je avtomobil, ki daje vozniku. Civic je preprosto avtomobil, ki so ga naredili inženirji, ki resnično znajo, ki obvladajo fiziko, statiko, dinamiko, tisti, ki znajo računati sile. In predvsem so to ljudje, ki obožujejo hitro vožnjo. Ampak tudi njim se je zgodilo. Namreč šefi v kravatah so pogledali statistiko, kaj se kupuje, potem pa so šli v inženirske laboratorije in so ukazali: naredite SUV-ja. Jaz sem prepričan, da so se takrat Hondini inženirji prijeli za glavo, ker naloga se v resnici glasi: vozniško idealen avtomobil je treba pokvariti. Ampak tisti klasičen menedžerski odgovor, da so problemi zgolj izzivi, se je v tem primeru res pokazal kot zelo učinkovit. Namreč ta SUV, Civic SUV, se zdaj imenuje ZRV, oziroma ZRV je praktično Civic SUV. Seveda, bistven del pri tem je, da je to Civic. In izkazalo se je, da ko pri razvoju avtomobila prioritetno vlogo zaupaš inženirju za vozno dinamiko, potem bo ta tudi takšnemu kompromisnemu avtomobilu vlil zelo dobre vozne lastnosti. Ja, seveda je ZRV občutno manj dinamičen kot pa Civic, saj ne more biti drugače, škatla je pač nekaj druga kot pa recimo sulica. In to se pri tem avtomobilu najbolj pozna recimo na avtocesti, kjer avtomobil dejansko slišite. Pa ne slišite motorja, ampak slišite veter, seveda zaradi aerodinamike. Ampak kdor zna, ta ponovadi ve tudi, kje se da vzeti. In zato je tudi ZRV pravzaprav vozniški avtomobil, zato pojdite z njim na ovinke in uživajte. ZRV ima namreč zelo zanesljivo lego v ovinki. Nos vselej sledi, zadek je ves čas zelo miren, volan je izredno natančen in tudi takrat, ko zapeljete čez kakšno luknjo na teh naših slovenskih slabih cestah, avtomobil nikoli ne zbezlja. Se pravim, ZRV je že skoraj kot Civic. Ta avtomobil je zelo odziven.
takoj se odzove na to, da jaz na polno pritisnem na desno stopalko. Poglejte. Namreč, ponavadi pri klasičnih motorjih, ko na polno pritisneš desno stopalko, si avtomobili vzamejo nekaj trenutkov, recimo za kickdown, pa da se nekako prepravi in šele potem ti da vso tisto zmogljivost. Pri tem avtomobilu pa, čeprav se vozim v programu Sport, se ves čas zdajle vozim zelo električno, počasi, umirjeno, ampak isti hip, ko jaz pritisnem na desno stopalko, avtomobil na polno, takoj je pripravljen že za dinamično vožnjo. In to odzivno seveda zagotavlja elektromotor in zato jaz temu rečem elektrifikacija na ta pravi način. Ker elektromotor tukaj ne dodaja samo ekologije, ampak tudi zabavo. In tako kot pri Civicu lahko tudi pri ZRV pohvalimo porabo goriva. Seveda, razlika med tema dvema modelama je vsaj pol litra na 100 km, seveda v prid Civicu, ampak tudi tukaj lahko poročamo, da se recimo s porabo 6,5 litra na 100 km, kar je dobra poraba, zelo, zelo veliko dinamično vozite. V tem podatku imamo zelo veliko avtocestne vožnje in pa tudi zelo veliko dinamične vožnje po ovinkih. Se pravi, če se boste vozili umirjeno, boste imeli zlahka porabo 5,5 litrov ali še bistveno manj. In navdušeni smo, da za razliko od neke druge japonske hibridne znamke Honda ni varčevala pri prostornini posode za gorivo. In to seveda pomeni, da lahko z enim polnjenjem prevozite skoraj da 1000 ali celo več kilometrov, seveda v kombinaciji z umirjeno vožnjo. Če pa se vozite tako, kot smo se vozili mi, ko smo izkoriščali vozne lastnosti tega avtomobila, pa smo s enim rezervoarjem prevozili kar 800 kilometrov. Seveda, ta podatek zelo, zelo godi. V tokratni oddaji smo bili v družbi Toyote, Honde in v Nissanovi tovarni v Sunderlandu. 3 velike japonske znamke, ki so prehodile trnovo pot, da so prišle na zasičen evropski avtomobilski trg, ki očitno še ni toliko zasičen, saj ravno to zdaj počnejo kitajske znamke. In o tem pišemo tudi na portalu rtvslo.si poševnica avtomobilnost. No, tam najdete tudi zanimivo zgodbo o sporu med italijansko vlado in skupino Stellantis. Jedro spora je italijanska zastava nalepljena na karoserijo Fiata Topolino. To pa naj bi bilo, vsaj po mnenju italijanske vlade, v sporu z tako imenovanim zakonom Made in Italy, ker Topolino je narejen v Maroku. Kdo bi si mislil? No, in Topolini zdaj čakajo na velikem parkirišču pred ladjedelnico, da se spor reši. No, upam, da ne bo spora pri Cupri Tavascanu, ki smo jo za vas premierno vozili in lahko ta članek že najdete tudi na spletu. Je pa res, Tavascan je narejen v? Cupra Tavascan je narejen, nagradno vprašanje, v Volkswagenovi tovarni na Kitajskem. Upam, da ne bo kakšnega spora, no, več o avtomobilskih novostih pa lahko kadarkoli preberete na mmc-ju rtvslo.si poševnica avtomobilnost. Mi pa se vidimo naslednji teden. Srečno!